In tu je še izlet v vode ustvarjalnosti naših oblikovalcev pohištva in dodatkov za dom. Tokrat bo to skok na sončni kras, kjer si je svojo delavnico unikatnih lesenih izdelkov uredila Metka Zver. Umetnost je zame križanje lepote z resnico. Pri mojem delu je lepota v obliki, resnica pa v zvestobi materialu, torej lesu, nam je povedala. Ampak na izletu smo bili samo mi. Za našo gostiteljico namreč rokodelstvo ni zgolj izlet, temveč nova življenjska pot. Metka Zver je rokodelka, ki je pred leti sprejela dve radikalni življenjski odločitvi. Rezultati teh odločitev so nekateri zelo otipljivi, nekateri, tisti v njej, pa neprecenljivi. Metka, pozdravljeni. Živa. Vi ste bili eni redkih, ki ste lahko sprejeli tako življenjsko odločitev, da zapustite varen pristan redne službe in se odločite za čisto samostojno avanturo, da tako rečem. Povejte nam kaj o tej tranziciji. Služba mi je bila v bistvu zelo všeč, rada sem delala to, kar sem delala, ampak postajala je vedno bolj rutinska. Vedno bolj so se stvari ponavljale in tako po 20 letih sem začela ugotavljati, da nujno rabim spremembo v življenju. Da to ni nekaj, kar bi hotela delati do konca življenja, oziroma si reči, da to je edino, kar sem ustvarila v svojem življenju. Zanimivo, ko ljudje rečejo, da rabijo spremembo v življenju, včasih grejo na plesni tečaj, se začnejo učiti nečesa novega. Vi pa ne samo, da ste zamenjali poslovno kariero, ampak celo preselili ste se. Res je, vse te stvari so delno povezane, že mogoče tudi to, da sem spremenila kariero, je bilo povezano s tem, da smo se najprej z družino preselili v novo hišo na obrobju Ljubljane, kjer smo bili sredi gozda in jaz sem čutila ta les in to naravo okoli sebe in tudi to me je že klicalo, da mogoče brez veze, da zjutraj hodim v službo v mesto, da bi bilo boljše najti nekaj takega, da sem lepo doma in delam doma. Torej, zapustili ste lepo moderno hiško na obrobju Ljubljane, šli pa živeti v staro kraško hišo, ki se bo šele začela obnavljati. To je sprememba, ne? To je res, ja. V bistvu sva šla iz zelo civiliziranega okolja v prostor, kakor se je živelo pred 100 leti, recimo, ne? V tej vaši delavnici vidim zelo resne profesionalne mašine in se sprašujem, ste se začeli od začetka in ste se sami vsega tega naučili? Ja, ko sem začenjala, kot vsak začetnik, pravzaprav nisem točno vedela, kje štartati, kaj narediti. Imela sem idejo, da bom poiskala nekega mojstra, ki me bo uvajal. Struženje je bilo tisto, ki mi že od začetka najbolj privlačilo. Ampak ker tega mojstra ni takoj bilo, meni se je pa mudilo. Stružnico mi je kupil mož prvo, potem, ko sem ga lepo prosila, tako hobi varianto. In ker nisem znala drugače, sem začela iskati vire na internetu in nenadoma ugotovila, da na YouTubu obstaja univerza, ne samo za struženje, za vsa ročna dela. Ti dejansko tam karkoli te zanima, najdeš lahko en mali segment, ne vem, kako opnem skledo, to mi je uspelo, kaj zdaj narediti, vsak korak je podrobno razložen in imaš v bistvu največje svetovne mojstre struženja, ki sami sebe snemajo in dajo to svobodno uporabo. Tako da v bistvu je čudovita stvar to. Sem bila presenečena, ko sem odkrila, koliko znanja je na voljo. Opišite mi, prosim, proces razvoja neke ideje. A vas kos lesa pokliče, ali vas izdelek pokliče, imate že končno vizijo izdelka takoj? Kako to pri vas poteka? Jaz imam načeloma ponavadi neko grobo idejo, kaj želim narediti. Potem me pa ponavadi les preseneti in me pelje lahko včasih tudi neko čisto drugo smer. Enostavno tako lesa, ki ga pogledaš, vidiš, les ima dostikrat noter kakšne prirojene napake ali pa sledi, lahko od zmrzali, lahko kakšnega črva, lahko da so glive pustile sled, lahko da je malo preparel. Če mu prisluhneš, da mu daš priložnost, da se pokaže v vsej svoji lepoti. Jaz mislim, da samo na ta način lahko nastane res lep izdelek rokodelski, da ti v bistvu znaš pogledati in v roke prijeti material in sodelovati v bistvu s tem, kar ti ponuja. Metka, rekel bi, da če se človek takole v zrelih letih odloči za rokodelstvo, potem to svojo spremembo in to svoje delo čisto drugače doživlja.
Kaj bi rekli, da občutite v sebi, ko se lotite nekega kosa lesa, ko ustvarjate? Meni je bilo zanimivo predvsem to, kako svež lahko postane tvoj ko se lotiš nečesa popolnoma novega. Ker ko delaš stvari, ki jih vedno delaš, nekako tudi možgani se dajo na 70%, pa 50% in delajo. Tako pa, ko se lotiš nečesa novega, pa te še malo strah zraven, imaš ta adrenalin in nadoma sem gotovila, da se učim stvari spet tako, kot sem se jih mogoče, ne vem, v srednji šoli ali pa v obdobju študija bila sposobna naučiti. In zdaj, ker sva na kamnu, lahko se čez nekaj časa nadeva tudi oblikovanja kamna. Če so v lesu skladiščena desetletja, mogoče stoletja, v kamnu so pa tisočletja in je zanimiv komplementarni partner lesu, a ne? To je res, ampak jaz mislim, da jaz sem pri tem, kar bi rada ustvarila v lesu, še zelo na začetku. Gledam stvari, gledam druge mojstre, kaj počnejo, imam idejo, kam hočem razviti, ampak mi manjka še kar nekaj kilometrine v smislu obrtne spretnosti. Tako da za naslednjih kar nekaj let imam jaz les v fokusu.